Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Nekoga izmed vas zanima, kaj bi moral pokazati Mick Schumacher, da bi ohranil svoj sedež med aktualnimi vozniki svetovnega prvenstva Formule 1. Na samem začetku je treba poudariti nekaj. Govorimo o Micku Schumacherju, kjer priimek ima svojo težo. Namreč mnogi navijači Michaela Schumacherja so na kariero Micka Schumacherja gledali iz čisto drugačnega, posebnega zornega kota. In seveda druga točka, ki je pomembna. Namreč v sodobnem svetu Formule 1 je povprečna kvaliteta voznikov se izjemno zvišala. In sedaj se moramo nekako vprašati, ali mnogi navdušenci so si želeli Micka Schumacherja kot povprečnega voznika v povprečnih ekipah, ali pa so si želeli, da bi pokazal nekaj nadpovprečnega in prišel, na primer, v ekipe, kot so tovarniška ekipa Mercedes, Red Bull ali Scuderia Ferrari. In verjamem, da mnogim navdušencem Formule 1 je slednji odgovor tisti pravi. Mick Schumacher bi moral priti v Red Bull, Mercedes ali Ferrari. Ampak kaj bi mogel pokazati, da bi si to priložnost zaslužil? Namreč, če na zadevo gledamo iz takšnega zornega kota, je odgovor na to vprašanje bistveno bolj enostaven. Drugače, verjemite mi, je kar nekaj težav, kajti jaz, kot nek povprečni navdušenec, nimam vpogleda v vse tiste podatke, ki so na razpolago ekipam. Namreč, Mick Schumacher na svoji karieri Formule 1 je imel kar nekaj usporednic z kariero drugega voznika, ki je v sezoni 2022 pristal v Mercedesu. In govorim o Georgeu Russellu. Zanimivo je tudi dejstvo, da George Russell in Mick Schumacher sta približno narazen le eno leto. George Russell je bil rojen 15. februarja 1998, Mick Schumacher 22. marca leta 1999. Na začetku kariere sta oba prišla v izjemno nekonkurenčen bolid. George Russell v Williams F242, ki pravzaprav je imel velike težave na zimskih testiranjih. Po drugi strani Mick Schumacher je prvo sezono imel na razpolago Haas F21. In nihče od njiju dveh v prvi sezoni ni pričakoval kakšnega velikega rezultata. A treba je tu poudariti neko razliko. Namreč, George Russell je imel za moštvenega kolegu Roberta Kubico, Mick Schumacher pa seveda Mazepina. In čeprav Kubica kot Mazepin sta pripeljala kar nekaj pokroviteljskega denarja, mislim, da je tu velika razlika v sami izkušenosti. A videli smo v nadaljevanju kariere, da so se zadeve rahlo obrnile. Namreč, če v prvi sezoni nihče ni pričakoval nič kaj takega, tako od Russella kot od Schumacherja, ko je kariera enega in drugega napredovala, smo videli praktično preobrat. George Russell pri ekipi Williams je kar takoj zasedel tisto vlogo prvega vodilnega voznika, medtem pa Mick Schumacher v trenutku, ko je ob sebi imel malce boljšega Kevina Magnusna, se je dobesedno izgubil.
Seveda, George Russell je bil sezono več pri Williamsu in tu menim, da ni dvoma. Ampak vseeno takoj je pokazal, da je on tisti vodilni. Seveda, Mick Schumacher z Mazepinom ni imel težkega dela. Ampak tudi Kevin Magnussen, po mojem videnju, ni bil nekaj, kar bi lahko smatrali za izjemno dobrega v sezoni 2022. Bil je pošten, konkreten voznik, ampak nič nadpovprečnega. In seveda, George Russell je bil pripravljen na marsikaj, tudi vskočiti v bolid tovarniške ekipe Mercedes, ko se je za to ponudila priložnost. In tudi Mick Schumacher je imel podobno vlogo, namreč bil je rezerve v sezoni 2022. Antonio Giovinazzi kot prvi rezervni voznik je nastopal tudi v Formuli E in na dirkah, ko bi bil zaseden, ukolikor bi bilo potrebno, bi sedež prepustil seveda Micku Schumacherju. Nažalost, te priložnosti ni bilo, ampak vidimo zopet neko vzporednico. A težava je v tem, da George Russell, ko je imel na razpolago Williams F2 43B v sezoni 2021, je pokazal kar nekaj. Lepo število točk in na dogodku, ki se je zgodil na veliki nagradi Belgije, je seveda zasedel drugo mesto. Splet okoliščin, ki ga je znal izkoristiti. Ampak po drugi strani tudi najboljši štartni položaj Kevina Magnussena na veliki nagradi Brazilije je bil letos pravzaprav samo zasluga spleta okoliščin, ki jih je pa znal Magnussen izkoristiti, Schumacher pa ne. In sedaj lahko nekako vidimo tisto, kar je pokazal Mick Schumacher, in pri primeru Russella tisto, kar bi moral pokazati Mick Schumacher, kolikor bi želel v svetu Formule 1 nadaljevati. Ne kot nekaj povprečnega, ampak nekdo, ki v bližnji prihodnosti bi lahko prišel v eno izmed najboljših ekip. In prav tu je tista razlika, ki je seveda bistvena. Mnogi so bili recimo izjemno kritični do Nikolaja Latifija, kot do voznika, ki ni bil dovolj dober za svet Formule 1. A po eni strani Nick Latifi je bil nek povprečen material, ki je pa imel za seboj seveda denar pokroviteljev. Po drugi strani imeti povprečnega voznika, ki nima finančnega zaledja, je v današnjem svetu Formule 1 nekako nelogično. In tu vidimo, zakaj priimek Schumacher v tem primeru ni bil dovolj. Po svoje celo dvorezen meč, kajti pričakovanja je dvignil na višji nivo, kot so bile realne možnosti. In tako lahko vidimo, da zgodbe, ki smo jih poslušali iz ust raznih avtorjev, so se na koncu pokazale kot samo sanje. Namreč res, Mick Schumacher je bil prvak tako v Formuli 3 kot Formuli 2, ampak isto je dosegel George Russell. In treba je dodati še v polovici manj časa. In v sami Formuli 1 je razlika v kvaliteti seveda vsakemu izmed nas vidna. Ne glede na to, ali smo bili navijači Michaela Schumacherja ali ne. A upam, da s to kratko primerjavo sem nekako orisal tisto, kar bi lahko od Micka pričakovali. A vseeno, hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.